Živijo punce, pozdravljeni spet na mojemu kanalu. Danes vas čaka nekoliko drugačen video in sicer bom govorila samo o enem izdelku. To objavo je spodbudilo vprašanje v Facebook skupini Ljubim kozmetiko in sicer se gre za izdelek Serocink. Izdelek je podjetja La Roche-Posay in verjetno veste, da to je ena izmed znamk, ki jaz definitivno zaupam, ko pride do moje kože, do problemov z aknami, z nepravilnosti, do masne kože. In tudi ta izdelek se nanaša na točno to kožo. Sicer je izdelek na slovenskem tržišču še precej nov, sem se pa sama spoznala z njim že kako leto, 2 leti nazaj, ko sem brskala po YouTubeu in videla nenormalno dobre reviewe. In od tistega dne sem si želela in čakala, kdaj bo prišel na naše police. In 15. septembra, dan po mojem rojstnem dnevu, sem to končno dočakala. Sem pa bila tudi tistih srečnic, katero je podjetje kontaktiralo in sem lahko izdelek premierno, predhodno preizkusila, tako da sem se odločila zdaj z vami deliti, kar sem jaz spoznala o samem izdelku, kaj priporočam, kaj mislim, da je tisti plus pri tem izdelku in če je dejansko vreden nakupa. Sam izdelek sem dobila v taki tako embalaži, tudi lepo okrašen z modrim papirjem in vse, ampak pač sem ga uporabljala, tako da pojma nijem, kje je papir. Izdelek pa izgleda nekako tako. Verjetno, kadar prvo pomislite, kadar ga prvo vidite, je wow, osvežujoče. In ja, tudi sama, kadar sem prvič videla to flaško, sem rekla, ok, to je super za uporabljati poleti, kaj pa v jesenskih mesecih. Ker sama iskreno, že tako nikoli se nisem mogla prepričati, da sem uporabljala kakšne te osvežilne zadeve, zaradi tega, ker sem imela vedno v glavi, ti si vodo zdaj špricaš po obrazu, ti si zapravljal denar za vodo. No, ta zadeva je nekoliko drugačna in ta zadeva bo zagotovo se znašla velikokrat v moji košarici. Gre se namreč za raztopino cinkovega sulfata, ki naj bi pomagal pri preprečevanju nepravilnosti, pri tem, da se ne bi več toliko mastile čez dan, naj bi se ga uporabljalo potem, ko si obraz lepo ščistimo in pred nanosom kreme, torej kakor nekak tonik. Za uporabo je res zelo preprost. Razprši se res zelo lepo, ni ena tistih izdelkov, ki pusti neke kepe, malo kakšne prazne prostore, pa kjer je se nakomiren. Posuši se v roku 5-10 sekund, kar je pa meni všeč, če najbolj od vsega je to, da ga lahko uporabljaš za več stvari. Sicer dvomim, da je to tista pravilna uporaba, sem pa sama se z izdelkom, kakor sem nekaj zaigrala kak teden, pa pol 2 tedna, tako da sem ga malo uporabljala tudi za drugačne načine in te načine hočem danes deliti z vami. Torej, prvi način, kakor sem omenila prej, je uporaba kot tonik. Ja, izdelek je super za tonik, zato ker ima tak nek finiš pusti na koncu, da se krema lepo veže gor in zdi se mi, da je res preprosto uporabo. Priznam, da sem ena tistih ljudi, ki sem tonik kdaj preskočila in pri tem izdelku mislim, da se to ne bo več zgodilo, ker je res najbolj enostavno za uporabo, ne rabiš blazinic, kar mi meni vedno manjkajo. In ne rabiš posebej izdelkov, ne nič, ampak je vse v eni zadevi. Druga stvar, to bom po moje 100% uporabljala poleti za osvežitev, ampak tudi to ni tisti razlog oziroma tisti način, kar sem hotela povedati. Način kako, oziroma kar dva, kako jaz uporabljam ta izdelek je najprej kot prepping spray. Torej, preden nanesem make-up, ker sem ena tistih ljudi, ki obožujejo nanašanju make-upa, ki obožujejo ustvarjanju in vedno sem iskala tisti nek nov primer, novo zadevo, s čimer bi lahko začela celotna rutina. Sem pa odkar sem dobila ta izdelek opazila, da tisti izdelek več ni potreben. Da mi je sam izdelek deloval kakor nek tonik, ampak če mu jaz nisem uporabila kreme ali pa sem po kremi ga še enkrat uporabila, je tudi naredil tako super teksturo oziroma nek blank canvas, kakor bi se reklo, na katerega je bolj odlično bilo nanašati celoten make-up, kjer je bil kakor nek osvežujoč začetek moje rutine, ki je nablažil kožo, hkrati pa poskrbel, da se nisem toliko mastila in posledično, da so zadeve zelo lepše se nanašale. Drugi način pa je bil kakor setting spray. Sem jih probala ne vem koliko, ampak večino sem opazila, da sem že po kakšni urci nošenja postajala masna na tem predelu. In realno gledano, vse poleti to še lahko nekako spregledam, ampak v jesenskih mesecih si želim biti res med in ta izdelek za to definitivno poskrbi. Še včeraj sem bila malo po trgovinah, srečala svojo kolegico s faksa in en prvi komentar je bil, kako dobro izgleda moja koža. Ja, koža se mi je izboljšala, ja, imela sem make-up, ampak to je ženska, ki mi je spremljala vsak dan na faksu, tudi tako da ve, da sem se že po 15 minutah začela potiti in mi je vse začela dol teči. Tako to je bila meni največja pohvala, še posebej zato, ker sem si cel make-up, vključno s tem, nanesla ob 8 zjutraj, videla sva se ob 3 popoldne. Tako da ja,
To je nek moj mini quick review. Kakor sem rekla, me je spodbudila objava Ane v Facebook skupini Ljubim kozmetiko. Upam, da sem odgovorila na kaj vprašanj. Kot celoto ne moram reči, če izdelek dejansko nekaj pomaga proti aknam. To sem opazila, da je bolj efektiven bil od La Roche-Posay Effaclar Duo Plus, sicer tistega dejansko jaz ne potrebujem več, ampak je pa res, da se ga uporabljam šele 2 tedna, tako da vam bom še poročala tekom uporabljanja s časom, če se je kaj naredilo. Opazila pa sem definitivno, da se več ne mastim toliko, je super podlaga, nas se odlično vleče tako kremo, kot tudi potem make-up. Poskrbi za to, da na koncu ne rabiš nekega setting powdera, pa to na koncu make-upom, da dejansko se vse skupaj, kadar ga uporabiš, lepo zablenda, hkrati pa naredi celoto med, tako da je tvoja koža res super. Kar je po meni najpomembnejše je to, da vem, da ni samo še en sprej, ki bi nam samo navlažil kožo, ampak da s tem, ko jo navlaži, poskrbi tudi za to, da moja koža ostane mirna, da ni nekih nepotrebnih izbruhov in da je še nadaljno lepa, kar posebej še zdaj, ko je bolj stresno obdobje, ko se šola spet začenja, dela in vse skupaj, mislim, da je must have. Ok, to za ta video vse. Če ti je tak mini review všeč, mi povej, lahko naredim v prihodnosti še kakega. Če imaš še kakršnokoli vprašanje glede izdelka, mi napiši to v komentarjih, bom probala odgovoriti. Ne pozabim klikati všeč mi je, ne se pozabiti naročiti in se vidimo drugič. Čau, čau!